naprej. Čas je, da zaživiš, čas je, da končno si odpustiš, čas je za ljubezen. Pri meni je bilo zelo, zelo velika ljubezen do muzike, do ustvarjanja, predvsem do ustvarjalnosti, ne tako do polustvarjalnosti, hitro sem se izkazala za trmoglavo, ter do živali. Jaz sem hotela biti zoolog. Jaz sem se spoznala, ko je bila ona še zelo mlada, mislim, da komaj srednje šole. Igrala je v klaviature v enem bendu, ki sem mu jaz delal ploščo, takrat kot producent in pač priti v stik z njenim talentom. Ne? In potem sem jo na podlagi tega srečanja večkrat angažiral v vlogi pač dodatnega ali pa recimo zunanjega pianista, klaviaturista še za druge projekte, za druge plošče, druge bende, ne? In tako naprej, tako je pol to znal. Je pa producent Radičevića, ne, potem ko je slišal en moj demo, rekel, jaz bi pa to delal. In je padla pogodba, ponudba in sem rekla, ja pa dejva, ne. Prinesla mi je dva svoja komada, ki jih je naredila, in takrat je bilo v bistvu tako, da to je bilo neko obdobje Nora Jones takrat, pa te neke recimo Alicia Keys je bila že nekaj časa v sceni, ampak predvsem Nora Jones je imela leto, dve pred tem, bi rekel, svoje 5 minut in jaz sem hotel delati z nekom, ki bi imel zelo tako organsko, pristno, moderno muziko, ne. In tega v Sloveniji praktično ni bilo. Jaz sem naredila demo, z Radičevićem sva ga upgradeala. Iskali smo nek aktualen zvok, soulish, funky, nekako urbano zastavljeno. Zelo fonetično smo pristopali do poslovenjenja teksta. Pa sploh nismo komplicirali, z Radičevićem sva rekla, dej, kva zapakirimo tako, kaj je, paka, band zraven, bobni. Ful hitro smo posneli še in probala sva snemati na princip, ko sem jaz demo snemala s kondenzator, mikrofonom, ful odvitim, rahlo daleč pa tako. Malo smo se zabavali v bistvu tega, da smo sprobavali določene approache, ki tudi nekako jih nisem videvala skozi snemalne procese pri drugih izvajalcih, kjer sem bila nekako najeta, ne. Naredili smo ploščo, dali smo ven single Planet za zadet. Seveda, vedeli smo, da imamo vrhunski material, se to nam je bilo jasno takrat in tako, ampak v resnici noben ni tega računal, ne, da se bo zdaj nek tak preboj zgodil. Planet za zadet oziroma Straight to the Moon je bil prvi single, ki je otvoril v MTV Adria in to je bilo september 2005 in je bil big bada boom, ne. Vsi so mislili, kje je pa ta modelka, s kje je uletela, ne. Si že sama ponaredila, preveč odprta knjiga, malo koga briga. Takrat nam je bila omogočena neka turneja na Slovaškem v sklopu nekega medevropskega sodelovanja, nekaj takega in mi smo šli, mislim, da za 10 dni na to turnejo. In se spomnim, ko smo se vračali v Slovenijo iz Slovaške na Madžarsko, pa pol, ko smo lahko val 202 vklopili po noči, enkrat po moje je bila ura ene polnoči, ko smo prišli na Madžarskem, smo val 202 ujeli in je bil njen komad na radiju, ne vem, na vsako uro, no, mislim, pol tudi, ko smo šaltali po postajah in vem, da smo prišli do Ljubljane, smo ga slišali ene 5-krat, ne, in je bilo prav, no, kva se je pa tole dogaja, ne? V 10 dneh je šlo res bom. In se je zgodila Nejša in prvi preboj in najprej sem bila še na EZZA in kva je to neki Neca,
kako ne izgledam, a sem fet, a sem blond, ali bom premenjala, naj plešem, a naj sedim. Ta, v bistvu, konstrukt neke identitete, a ne. Je pa res, da sem imela kar krizo identitete, ko kva bi bila, očitno Neža Buh ne gre skozi, ne. Valjda, ne. Tako lepo slovensko ime pač Buh, ne, ker sem bila vedno Miss Buh. Ja, meni je ful fajn tukaj, ker se učim peti in igrati naenkrat. Z Nejšo so že napisale pesem, posvečena saksofonu. Imeli bomo že prvi nastop in upam, da bomo uživali. Skupaj ustvarjava, najrajši pojem, čeprav to leto se bom tudi začela učiti klavir. Jaz hodim k Nejši že 3 leta. Na začetku sem igrala samo klavir v glasbeni šoli, pol sem pa njo gledala na YouTubu in na radijih in mi je postala všeč. Mislim, da je Nejša dobra učiteljica, zato ker takrat, ko pridem k njej, je veliko bolj sproščeno kot v glasbeni šoli, ko sem včasih bila. Pa tudi nekako vsak ima svoj način, kako mu je lažje brati note ali pa kako mu je lažje peti in ona to razume. Tako probam jim dati to izkušnjo, no? Da se, kako se komad napiše, kako se ga zaranžira, potem snemamo videospote, objavljamo. Je vse nekako to poteka tako kot pri meni, ampak da je v eni taki minorni, ne, različici, pač primerno starosti. Point vsega je pa, da se imamo fajn, tudi da žuramo, da nas muzika razveseljuje in da se med vsem tem tudi kaj naučimo. Koliko ima kratke lase? Kako kratke? Je 10 cm med strigo. A se že pogledala? A je dober? Ana, da je dober. Ja, hude so. Kola boš? A ni boš nekaj kratko? Ama, kje imaš lak? Ja, bolj ti ustane, a ne? Kako ti to dobro drži, ker... Ja, si dosti udala. Ne, čist podrt. Ker itak... Ali bude danes do prahu korenina morati. Zakaj? Hej, zdaj še tole. To je vse, kar smo napravili sami. Ne, vaš nothing compares to you je pa res dober kaver, ne? Kaj? Sport princa že ima. To bi imel zadnje. Opa! Dobro, spurite. Nima mikrofona. Ti greš z mano. Raj je počelo, da se pali žari. Raj je počelo, da se pali žari. Držite.
da sta tukaj, pa ne mi zamer, če imam take, pač nimam nekih jasnih fork. Dajmo vsi skupaj, pa kje se roke iz tega ful ne delam, ne mi zamer. Da nota rekla, da ignoriram kontakt. Ogromno število izvajalcev podpisuje, ker jim prinašajo zastonj plošče in ne vem, če je to glih toliko dobro. In pol vidiš, da konec koncev se zavedaš v poplavi vseh teh gledanosti, da je itak zdaj vse online. Tako, in da treba ljudi nekako zanimirati, da so koncerti v živo presežki. Mislim, da je nek val, da je nek revival, da so ljudje začeli to veliko bolj ceniti in da je nekaj v zraku, kar vrača nazaj neke stare kvalitete in vrednote. Statičen performer, nič od mene, ne, mižim pa. Če je v življenju še kak izziv, gotovo ta je, da si minljiv. In ljudje se ne zavedamo, kako srečo imamo, da nam je tako, kot je. Lahko bi letela na krilih znanj, lahko bi verjela, da nič ni zaman, lahko dotaknila bi se neba. Če se ti hočeš nekaj profesionalno pa resno, moraš za to garati, moraš imeti za to dober tim okoli tebe in se moraš temu posvetiti 24 ur na dan. Glasba tvoja mora biti odraz časa in prostora. In to je dejanski ustvarjalec, umetnik, da se pusti, da vse vpliva na njega in da tako on vpliva na svoj izdelek. Na terenu, kjer hočeš uspeti, moraš biti fizično prisoten, moraš biti razpoložljiv za medije, moraš biti nekako v kontaktu z ljudmi, s svojo publiko, jih nagovarjati, biti osebno prisoten, se družiti, hoditi na evente in delati v bistvu ta nek marketing že s tem svojim pojavljanjem in s tem, da nekako komuniciraš sebe kot vsebino, ne. Mislim, da je tudi faktor sreča prisoten, ne, da ti res trofneš situacijo, čas in prostor, ker to je včasih res zanimivo, da pri komadu dostikrat je ful pomembno, ne, da moraš vedeti, v katerem letnem času pa na kak način dati ven, ne. Je težko psihično iti čez vse, težko je tudi zorati s tem, da se ti koncerti usujejo, potem pa kar zginejo. Po drugi strani pa vem, da se čudeži dogajajo oziroma da priložnosti izhajajo iz pripravljenosti na njih. Mika Koren, Luka Ivanović, Vič Ganer, ter Miki Novak danes z vami. Hvala vam, Ljubljana!
Se vidimo! Ciao, ciao.